Prav lep pozdrav vsem plavalcem, trenerjem, njihovim najbližjim, ter seveda vsem ljubiteljem plavanja, ki boste z nami sklenili plavalno sezono 2017-2018. Lepo pozdravljam tudi generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Blaža Perka, ki se nam je pridružil. Za začetek pa je prav, da besedo dobi predsednik Plavalne zveze, gospod Jakob Bednarek. Izvolite, prosim. Dragi plavalci, trenerji, nagrajenci in vsi ostali. Kot je bilo rečeno, sklepamo sezono in ocenjujemo del naše uspešnosti. Del, ki je seveda izjemno pomemben, saj gre za tekmovalne uspehe plavalk in plavalcev vseh starosti. Seveda to ni edini vidik plavalne uspešnosti klubov in zveze, pa vendar lahko rečemo celo najbrž najpomembnejši. A smo lahko sezono iz tega vidika zadovoljni? Torej, vsekakor se da postoriti še kaj bolje, pa vendar smo iz vseh velikih tekmovanj, razen zadnjega svetovnega prvenstva v kratkih bazenih, prišli z medaljami v vseh starostnih skupinah, kjer smo nastopali na velikih tekmovanjih, in skupico uvrstitev med 8 in 16. Konec koncev smo tudi na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih imeli nekaj smole, Stevens ni dobil ameriške vize in pa sta dve plavalki dokazali, da sodita že zelo blizu svetovnega vrha. Imamo mlado ekipo, ki bo morala v naslednjih letih narediti velik korak, da se bo iz mladinskih vrst, kjer res dosegamo zelo, zelo lepe uspehe, prebili v člansko kategorijo. Jaz sem prepričan, da nam bo to uspelo zaradi strokovnosti naših trenerjev, sodelovanja naših trenerjev, zaradi vztrajnosti plavalcev in plavalk, konec koncev pa se bo pri tem seveda trudila tudi Plavalna zveza, da vam bo omogočila priprave tako, kot gre. Nekaj plavalcev in plavalk danes manjka, tudi kakšen trener, pa vendar to pomeni pravzaprav lahko tudi dobro, da je biti dnevni plavalec bolj pomembno, biti na treningih, ali pa vsaj tako pomembno, kot priti na to prireditev. Na koncu dovolite, da vam zaželim srečne praznike in srečno novo leto 2019. Hvala. Hvala predsedniku.
Torej, v naslednji šolski uri bomo v kadetski, mladinski ter absolutni kategoriji podelili nagrade plavalkam in plavalcem, ki so najbolj zaznamovali plavalno sezono 2017-2018. Preden pa izdamo prve nagrajence, oder prepuščam Anžetu, da nam zaigra in zapoje pred avtorsko pesem Pozitiven song. Včasih svet se zavrti nasprotno od želja ljudi, včasih motiv ne zbudi se iz sanj, zaspano okleva pokvariti dan. Kadar svet se ti podreko usiha zadnje upanje, se zdiš, da si manjši od svojih skrbi, nimaš rešitve, nimaš moči. Včasih zdi se, da nemot zavestno hoče zbežat proč, ne bodi, je treba, na tabo bedi, žre energijo, moralo šibi. Dvigni glavo gor, to je pozitiven song, odklopi vse skrbi, svet je lepši, kot se zdi, naj misel na poraz postane del preteklosti. Kadar spremljate bojazen, da tvoj jaz postaja blazon, privošči možganom zaslužen oddih, z razuma odklopljen se najde navdih. Ko pogledaš v nebo, ne vidi zvezd, samo črno, poskusi do dobra odpreti oči, uzri v rešitev, ki sveti v temi. Dvigni glavo gor, to je pozitiven song, odklopi vse skrbi, svet je lepši, kot se zdi, naj misel na poraz postane del preteklosti. Dvigni glavo gor, to je pozitiven song, odklopi vse skrbi, svet je lepši, kot se zdi, naj misel na poraz postane del preteklosti. Torej, zdaj pa kot obljubljeno, prve nagrade. Najprej kadetska starostna kategorija. Najplavalka kadetske starostne kategorije je Daša Tušek. Daša je v pretekli sezoni dosegla največ fina točk v disciplini 800 metrov prosto. Svojimi dosežki sledi seriji odličnih dolgoprogašic, vzgojenih v Koroškem klubu, med katerimi sta v reprezentanci najvidnejši pečat pustili Gaja Natlačen in olimpika Tjaša Oder, tudi nosilka kolajne z Evropskega prvenstva 2016 v Londonu. Za Dašin vzpon je zaslužen trener in selektor slovenskih reprezentanc Gorazd Podržavnik. Najplavalec v kadetski starostni kategoriji pa je Jaž Berložnik. Jaž si je naziv za najboljšega mladega plavalca v pretekli sezoni priplaval zaradi doseženih največ fina točk v disciplini 400 metrov mešano. Nazadnje nas je prepričal novembra v Kranju z novim slovenskim rekordom v tej disciplini v 25-metrskih bazenih. Tudi za Jaša in njegov vsakoletni napredek pri Fužinarju skrbi trener Gorazd Podržavnik. Zdaj pa vabim na oder tudi kolega Aleksandra, da bo z nagrajenci spregovoril nekaj besed. Čestitke še iz moje strani. Daša, najprej tebi
Kako pravzaprav je trenirati na Ravnah, tam imaš lepo konkurenco, močno ekipo, par stavkov o tem, ne nazadnje imaš pri sebi tudi Tjašo Oder, v tem trenutku verjetno najboljšo slovensko plavalko. Ja, je v redu, zato ker je Tjaša zraven in je to tudi neka naša spodbuda za nas, saj je ona zelo dobra plavalka. Mi je pa še krvaka konkurenca, še posebej v naši kategoriji, vaše v kravlu še najbolj, tako da je fajn. Pravijo, da že včasih na treningu tudi malo ponagajaš, da si neverjetno hitra, tudi uživaš v tem? Ja, je fajn. Je izziv to? Ja, je. Za prihodnje leto, kakšne cilje pravzaprav si postavila, prehajaš v mladinsko kategorijo počasi? Vemo, da je poleti v Kazanu mladinsko evropsko prvenstvo, pa potem v Budimpešti mladinsko svetovno. So to tvoji cilji, kje pravzaprav boš napadala norme in kdaj začneš? Ja, norme se začne napadati šele naslednjo leto, samo bi pa zdaj rada izpolnila cilje za norme, da vidim, kje sem zdaj. Prva tekma že konec tedna v Mariboru, že tam lahko pričakujemo kakšno posebno formo, ali je to samo še ena od teh ogrevalnih tekem, preden bo šlo zares? Ja, to bomo pa še videli, lahko bi, ja. Še Jašu par stavkov, tudi tebi čestitke. Enostavno izbral si težke discipline, 400 metrov mešano sem slišal državni rekord. Uživaš v teh dolgih, ker Ravenčani nekje, sam se najbolj spomnim Damirja, 50 metrov, 100, vse ostalo je bilo pa že precej dolgo. Ja, je kar fajn plava dolge discipline, samo ne predolgih. 1500 je kar dolga, je 400 bolj kratka, bolj fajn, mešano, No, vse tudi probaš. 400 mešano brško na ena najbolj zahtevnih disciplin. Sam pri sebi, če vzameš vzornike, ki jih jemlješ v plavanju, v slovenskem plavanju, v mednarodnem, kaj najraje pogledaš, kdo so tisti, ki morda so tisti, ki bi se mu ti rad približal? Robert Žbogar, Sara Isakovič, Damir Dugonič, pa Tjaša Oder tudi. Potem pa eno vprašanje, ali morda veste z glave, koliko kolajn so slovenski plavalci doslej osvojili na velikih tekmah? Govorimo o članskih tekmah, Evropska prvenstva, svetovna prvenstva, olimpijske igre. 31, no. Letos natančno 100, pa tako velika številka, kapo dol za vse te uspehe. Koliko pa mi znate našteti nosilcev kolajn oba dva skupaj? Sara Isakovič, Tjaša Oder, Damir Dugonič, Peter Mankoč, Stevens, Peter John, ja, Jaš. Jaš boš pomagal? No, morda zvemo še koga na nadaljevanju, če ne bomo potem mi pomagali tukaj. Hvala obima. Sledi podelitev v mladinski kategoriji. Pri dekletih je najplavalka postala Tina Čelik. Tina nas se opozarja že 3 leta z odličji na mladinskih evropskih prvenstvih. Tudi letos se je tekmovalka Kranjskega Triglava s Helsinkov vrnila z bronom z mladinskega evropskega prvenstva na 50 metrov prsno. Piko na i pa je nato dodala oktobra na mladinskih olimpijskih igrah, kjer si je v isti disciplini priplavala še drugo odličje leta 2018, še en bron. Svoje rezultate dosega pod budnim očesom trenerja Luke Berdajsa, ki bo namesto nje tudi danes prejel nagrado, ker jo ni. Najplavalec v mladinski kategoriji pa je Matija Može. Tako kot je bila Tina naša najboljša mladinka na mladinskem evropskem prvenstvu na Finskem, je za najodmevnejšo moško uvrstitev tam poskrbel Matija, ki je osvojil 6. mesto v disciplini 200 metrov prsno in s tem potrdil svoj rezultatski napredek. K temu pa je dodal še svoj prvi absolutni slovenski rekord. Za Matijov napredek skrbi še eden od strokovnjakov pri Fužinarju, Matija Medvešek.
Tako, fotografi so opravili svoje, Matija pa še ne. Matija, letos izvrsten državni rekord na 200 metrov prsno. Je bil to zate en tak oseben uspeh, en velik dosežek, na katerega si posebej ponosen v sezoni, ali je to samo ena od stopničk v plavalni poti? Ja, v bistvu je to oboje. Pač na zadnji uspeh sem ful ponosen bil, zdaj pa imam pač nadaljne cilje. Te cilji letos bodo postavljeni precej visoko. Ne vem, kje se vidiš, pred vrati je pravzaprav svetovno prvenstvo v Južni Koreji, kjer so norme posebej ostre, čeprav je selektor iz domačega kluba, pa vendarle. Koliko je realno? Je to cilj za poletje Južna Koreja? Mislim, da to še ni dosegljivo, probamo pa lahko. Pa potem eno leto kasneje olimpijska, 2 leti je dovolj, te norme so zelo podobne. Je to nekje želja, potem morda Tokio 2020? Je velika želja, na treningih bomo trgali, bomo videli, kaj bo pol. Seveda potem vprašanje za ravensko plavanje, tam ste nekako fantje specialisti za prsno plavanje. Kaj je tako posebnega na Ravnah, da ste tako hitri v prsnem slogu? Dobri trenerji. Tako, Matija, še tebi za konec, bi znal dopolniti ta spisek slovenskih nosilcev kolajn odprej? Zdaj ste me pa dobili. Bomo potem probali še pri članih. Hvala. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on the side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Man is market man, as someone said, that he's the hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety can lead us a variety. You could end up as the only one. A gentleness, sobriety, a rate of this society. A nihilist scandal brighter than the sun. Takes more than a combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them while you can. A gentleman would walk but never run. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. Z nami je bil ponovno Anže. Zdaj pa smo prišli do glavnega trenutka, mogoče, in sicer do najplavalke in plavalca absolutne kategorije. Najplavalka je Tjaša Oder,
Nažalost je danes ni z nami, ampak zdaj bom prebrala obrazložitev, potem bomo še poklicali trenerja, pa bo že on kaj povedal namesto njih. Tjaša, nekdanja mladinska svetovna prvakinja, ni samo vodilna plavalka Slovenije v tem trenutku, ampak je z vztrajanjem ter športnim odnosom vzor vsem mladim perspektivnim plavalkam. Upamo, da bodo šle po njeni poti. Tjaša je na Evropskem članskem prvenstvu v Glasgowu zasedla 4. mesto v disciplini 1500 metrov prosto in postala naša najuspešnejša plavalka tega prvenstva. Nastopila je tudi v finalu na 800 metrov prosto, ob tem pa ne gre spregledati, da je v letu 2018 uspešno dokončala tudi študij na Univerzi v ameriški Arizoni, kjer je v začetku meseca prejela diplomo za opravljen akademski trud. Zaradi podelitve diplome je izpustila svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih na Kitajskem, a pred njo so novi cilji. Že prihodnje leto bo Koreja gostila plavalno generalko za olimpijske igre v Tokiju 2020, ker Tjaša odkrito napoveduje boj za finale. Ta bi bil šele drugi ženski za slovensko plavanje, potem ko je Sara Isakovič pred zdaj že 10 leti v Pekingu osvojila srebrno odličje. Tudi za njen plavalni razvoj in vrhunsko pripravo že vrsto let skrbi trener Gorazd Podržavnik, ki tudi na današnji prireditvi z dosežki svojih varovancev dokazuje, da je upravičeno selektor izbrane vrste. Zdaj pa kar aplavz. Najplavalec v absolutni kategoriji pa je Peter John Stevens, katerega tudi nažalost ni, ampak gremo po enakem vrstnem redu, torej najprej obrazložitev. Tudi v letošnji sezoni je Peter dokazal, da še velja za enega najboljših plavalcev prsnega sloga na svetu. Njegovo 3. mesto na Evropskem članskem prvenstvu v Glasgowu v disciplini 50 metrov prsno je dokaz njegove kvalitete. Odličje je tudi razlog za veselje v slovenskem plavanju, saj gre za 100. kolajno slovenskih plavalcev na evropskih in svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah. Tudi Peter je akademsko pot nadaljeval v ZDA, doštudiral na Univerzi v Knoxvilleu v Tennesseeju, žal pa letos zaradi zapleta z dokumenti ostal brez nastopa na 50 metrov prsno na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Hangzhouju. A predtem je jeseni prepričal v svetovnem pokalu, kjer se je 4-krat povzpel na stopničke, enkrat zmagal, bil 2-krat drugi in enkrat tretji. Tudi Petrov cilj je visoka uvrstitev na olimpijskih igrah v Tokiju 2020. Ob njem kot trener in svetovalec ostaja Luka Berdajs. Skladno s pravilnikom o nagradah plavalcev in trenerjev za izredne uspehe, pa Petru Johnu Stevensu in njegovemu trenerju Luki Berdajsu pripada tudi denarna nagrada. Še za vaju nekaj vprašanj. Zdaj že mislim, da se boste izognila, ko Luka ni bil na vrsti pri mladincih. Gorazd, o Tjaši, kaj je možno reči? Dosega vrhunske izide, študira kot trener, ki je pravzaprav se jo najbolj čuti, je boljša na tekmah, je boljša na treningih. Kaj jo najbolj odlikuje? Tjaša je kar enakovredno. Treningov so tudi potekajo tekmovanje, če je dobra na treningih, če gre, je dobra tudi na tekmovanju, veš, kaj lahko pričakuješ. Je pa škoda, da je ta Amerika malo zavrla njen razvoj, da stvari niso šle navzgor s tako brzino, kot smo si želeli, ampak upam, zdaj je dosegla eno prelomnico v življenju, diplomirala in zdaj pravi, da do Tokija samo plavanje. Tjaša dokazuje, da se da vse in študij in vrhunski šport, če je le pravzaprav dan pravilno razdeljen in volja prava. Za Tokio sta zagrobila kaj drugače. Dolgo smo v Sloveniji si želeli, da bi 50 prsno, pa delfin, pa hrbtno tudi postala olimpijska disciplina. Tjaša je imela to srečo 1500 metrov prosto. Je to tisti izziv, na kar pravzaprav boste v teh 2 letih stavila vse? Ja, verjetno bi mogla ona to povedati. Jaz lahko sem prenesen, kao ona pravi, da pač je to ena stopnica v življenju, ki manjka in da je pač pripravljena to leto in pol vse podrediti temu, da bi pač plavala v finalu.
Potem pa še malo nesramno, tukaj vas je toliko Ravenčanov, kaj delate drugače kot po drugih klubih, da ste tako močni na tovrstnih podelitvah, pa že kar nekaj časa ste zelo močni v slovenskem plavanju? Dobra selekcija, dobri pogoji, ki smo jih ustvarili v zadnjih 20 letih. Počasi smo rasli, pa smo nekam prilezli. Tako tudi v Kranju raste generacija odličnih plavalcev. Luka, 2 nagrajenca danes, tudi tako čestitke z moje strani za dobro upravljeno delo. Kaj je možno reči o Petru Johnu Stevensu, glavno ime trenutno moškega plavanja? Ostaja on v Ameriki, prihaja v Slovenijo, vsi se to sprašujemo že kar nekaj časa. Kaj je pravzaprav moč reči v tem obdobju najpomembnejšem do Tokija? Hvala za čestitke. Ja, Peter je v bistvu zdaj s tem koledarskim letom je, bom rekel, dokončno zaključil študij v Tennesseeju. V bistvu je šlo za neko kombinacijo treninga doma v Sloveniji pa v Ameriki, čeprav zaradi zadnjih izpitov je več ali manj več opravil, vključno s svetovnimi pokali v Ameriki. Zdaj v bistvu je šel Peter direktno nazaj zaradi te zmede za dokumenti. Ti dokumenti ne bi bili zdaj pač v kratkem urejeni. Nastopil bo še na tekmi v Knoxvillu januarja, potem pa v bistvu se že z državnim prvenstvom naj bi vrnil v Slovenijo. Takrat bo pa, glede na to, da Tokio ni tako zelo daleč, treba fiksno se dogovoriti, na kakšen način delati, sodelovati, res je neka zmeda, neka kombinacija, trenutno, bom rekel, strategija njegove priprave, ampak sam se zavzemam za to, da je pač ta trening dosleden, strikten, sistemsko, bom rekel, narejen vse do olimpijskih iger. Letos se je odločil za svetovne pokale, bil zelo uspešen. Je to ena od usmeritev, pravzaprav, ki naj bi ostala v njegovem pripravljalnem obdobju, naj bi postala stalnica, praksa? Jaz mislim, da za plavalce, ki se ne šolajo več, bom rekel, te profesionalce, je to ena od poti za pripravo na pač glavno tekmo. Petru je v bistvu zelo dobro kazal tekom svetovnih pokalov, vsi smo se nadejali dobre uvrstitve, tudi na svetovnem prvenstvu, pač prišlo je do tega, kar je zdaj že znano. Zdaj pa tukaj mislim, da je to zelo individualna pot, nekaterim ustreza, tudi tukaj mislim, da je velika prelomnica med šprinterji oziroma srednje progaši pa dolgo progaši, koliko svetovnih pokalov ima smiselno se udeležiti, ampak tukaj mislim, da so zelo individualni plani in je težko posplošati, da je za vse dober. Če se vrnemo še nazaj k Tini, Tina pravzaprav je plavalka, ki je v svoji starostni kategoriji, kadar je skočila na veliki tekmi, tudi odnesla medaljo, ne samo na mladinskih evropskih prvenstvih, tudi letos na mladinskih olimpijskih igrah v Argentini. Prehod v člansko kategorijo pa je vedno težek. Kako si optimističen, recimo letos je najtežja tekma predorati poleti, no? Gre v pravo smer, sledim tem ciljem, da bo pravzaprav tudi tu nas lahko morda v letu, dveh začela presenečati z dobrimi dosežki? Ja, s Tino v bistvu smo imela plan, da po tej Argentini oziroma mladinskih olimpijskih igrah, da v bistvu narediva, bom rekel, neko tak prehod, daljše obdobje, zato tudi ni bilo nobene dileme o nekem lovljenju normo za svetovno 25. Moje mnenje je, da pač Tina mora narediti korak, mogoče celo 2 naprej, da se v članski konkurenci, da bo tam konkurenčna, to je cilj, to je namen, sve vsi verjamemo vano, pokazala je, da zmore, tako kot sem pa rekel, čakajo pa nekaj trdega dela. Tako, hvala lepa. Tjaša že v Sloveniji, sicer ne pa vojaške obveznosti, Tina tudi doma, pa zdravstvene obveznosti, tako da na naslednji priložnosti. Hvala. Bi pa zdaj na oder spet povabila Anžeta za en krajši glasbeni premor. Jutro se zbudi in pred mano je dolg podaljšan dan. Sonce raztopi vse tisto, kar nas odnaša stran. Odprem jo, da vidim, če si tu ali tam. Odprem jo, pregledam, prelistam, da najdem, kakšen je plan. V moji knjigi obrazov mi tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazov mi tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopim, te nikoli več ne izpustim. Iz oči v oči srce ti podarim.
ko se zvečeri in za mano je dolg podaljšan dan. Se prikradeš ti, te dregnem in všečkam, kar se da. Zemljevide tvojih pik, galerijo tvojih slik, zaniham zid, vse na en sam klik. V moji knjigi obrazov mi tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazov mi tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopim, te nikoli več ne izpustim. Iz oči v oči srce ti podarim. V moji knjigi obrazov mi tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazov mi tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopim, te nikoli več ne izpustim. Iz oči v oči srce ti podarim. Iz oči v oči nasmeh ti podarim. Za konec pa bi radi podelili še priznanje za izredni uspeh, in sicer Neži Klančar. Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu v septembru 2018 je najuspešnejša predstavnica Slovenije postala Neža Klančar z osvojitvijo bronastih kolajn na 50 in 100 metrov prosto, za kar ji Plavalna zveza podeljuje izredno priznanje. Kolajni iz Argentine sta bili le kamenček v mozaiku uspešnega razvoja plavalke Ljubljanske Olimpije, ki se je v nasprotju s številnimi plavalkami izredno dobro znašla pri prehodu iz mladinske v člansko kategorijo. Bila že lani polfinalistka članskega evropskega prvenstva, v kravlu pa je v olimpijskem in 25-metrskem bazenu tudi že članska slovenska rekorderka. Ob tem pa priznanje prejme tudi njen trener Tomaž Torkar. Pri Neži sem se pa kar malo zasmejal, ker vem, da ima rajši vodo kot pa mikrofon, kadar se vidiva. Neža, zelo naporno leto, si že fejst utrujena. Ja, kar ja. Dobro, zdaj imam počitek, tako da upam, da se spočijem in 2. januarja nadaljujem novo sezono na polno. Katera tekma je bila letos pravzaprav najlepša ali pa morda najtežja? Sredozemske igre, od tam s kolajno, pa potem Evropsko člansko prvenstvo, pa potem mladinske olimpijske igre, 2 kolajni, pa sedaj za konec, ravno kar smo prišla pravzaprav skupaj iz Kitajske. Ok, seveda sredozemske igre, ker je to prva članska medalja, potem pa izpostavila bi mladinske olimpijske igre, ker sem osvojila 2 bronasti medalje in še državni rekord, tako da se mi zdi, da je bila ta zame bolj tekma, ki si jo bom vtisnila v spomin. Koliko je bila ta tekma posebna? Vedno ste plavalci nekje v svoji konkurenci, tam pa, kot nam je Anže zapel, mnogo obrazov tudi iz drugih športov. Je bila pravzaprav, si jo čutila kot popolnoma drugačno tekmo, vendarle vas je bilo veliko športov iz zelo različnih, pa tudi slovenska ekipa zelo velika in tudi zelo uspešna. Ja, seveda super, vsi smo se veselili vseh rezultatov, pa ker nas je bilo toliko veliko, kada je to nek začetek, pa priprava na te prave olimpijske igre. Ta zadnji stavek, je to motivacija in izziv tvoj za čez 2 leti? Ja, seveda. Odkri nam še to, večina slovenskih mladih talentov se takoj po srednji šoli pravzaprav vrže na prvo letalo, odleti v Ameriko in tam poskuša najti priključek na športno pot, predvsem pač študirajo. Sama pri sebi, Amerika izziv je, ni? Ja, razmišljam o tem, nisem še 100% odločena, ampak definitivno bom v Sloveniji do Tokija. Čestitke še enkrat za to poseben dosežke, za te mladinske olimpijske igre in hvala lepa obema. Hvala. Še zadnjič pa na oder vabim Anžeta.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me just to love you and the way you look tonight. With each word, tenderness grows, tearing my fear apart. And that love wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you and the way you look tonight. With each word, tenderness grows, tearing my fear apart. And that love wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, 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 lovely. Najlepša hvala Anžetu. Ob koncu še enkrat čestitke vsem nagrajencem, hkrati pa se vsem zahvaljujemo, ker ste si vzeli čas in prišli izkazati svojo podporo slovenskim plavalcem. Vsem želimo lepe praznike, vesel Božič, srečno novo leto in veliko uspehov, predvsem plavalnih, v prihajajočem letu. Zdaj pa vas vabim, da še malo ostanete in se skupaj poveselite. Hvala.